Spoštovani, dober večer. Prisrčno pozdravljeni. Nova Duhovni akademiji. Zaradi epidemije programov v preteklem letu, kot veste, nismo izvajali. Leto prej smo ga zaključili v prilagojeni obliki, skrčeni obliki, nekoliko nadaljavo. Smo se znašli, kako je prišlo. In ta čas, ki smo ga živeli, ki ga na nek način še živimo, je verjetno pretrgal mnoge stike, mnoga srečevanja med nami. In nas je to se znašel tudi zelo osamljen. Zato smo toliko bolj veseli, da se lahko spet srečujemo, bodisi v živo in tokrat tudi nadaljavo s tistimi, ki iz tega razloga ne morejo priti in biti fizično tukaj skupaj z nami zaradi tega, in to je verjetno tudi kakšna od dobrih stvari, ki smo se naučili v tej epidemiji, da se da stike nekako vzpostavljati, pa potruditi za stike tudi po drugih alternativnih poteh. Po vsem tem tudi izbira teme, ko smo se pogovarjali o letošnji Duhovni akademiji, ni bila težka. Tema, ki smo jo zdaj prijateljstvo. Torej, razmišljali bomo o prijateljstvu s sočlovekom, o prijateljstvu s samim seboj, o prijateljstvu z Bogom. Predavatelji bodo z različnih zornih kotov spet osvetlili, kako nam pomagajo vstopati v prijateljstvo in v odnose. Svetopismo, cerkveni očetje, nekateri filozofi, duhovni teologi, pedagogi in drugi. Preden predam besedo prvemu predavatelju, profesorju dr. Edvardu Kovaču, mi dovolite čisto še kratko tehnično obvestilo. No, kot ste videli tukaj spredaj, je kamera predvsem z namenom, da omogočimo spremljanje tudi tistim, ki fizično ne morejo biti tukaj. Prenos lahko, če želite, oziroma če pride do situacije, ko ne moremo biti fizično skupaj, vedno spremljate tudi preko spleta. Vsakič bomo postali novo povezavo za to srečanje. Srečanje bomo tudi posneli za kasnejši ogled, ampak samo prvi del. To se pravi, prvi del bo posnet, potem bo tehnično malo obdelan, ne pa tudi vprašanja in diskusija. Pravim zato, ker naj vas ta kamera ne skrbi. Ne boste se znašli niti v spletu, niti kje druge, nikakor pa ne brez vašega izrecnega dovoljenja. Torej, veseli in nadvse ponosni smo, da je na tem prvem letošnjem večeru Duhovne akademije z nami profesor dr. Edvard Kovač. Prepričan sem, da ga poznate, zato čisto na kratko par besed. Doktoriral iz filozofije na Pariškem katoliškem inštitutu, magistriral iz teologije, predavatelj na več fakultetah Univerze v Ljubljani, hkrati tudi v Franciji, v Toulouseu profesor filozofije na Filozofski fakulteti Katoliške univerze, avtor številnih del. Verjetno poznate Oddaljeno bližino, nagrajeno, Modrost o ljubezni in številnih drugih del. Verjamem, da smo vsi kaj prebrali od profesorja Kovača. Sicer pa strokovnjak tudi za filozofsko antropologijo, sodobno filozofijo, dejaven na številnih mednarodnih kongresih, prispeva poglobljene analize o postmoderni družbi in nocoj bo z nami skupaj razmišljal o temi srečanje in prijateljstvo. Želim vam prijeten večer in navdihujoče druženje na celotni letošnji Duhovni akademiji. Spoštovani gospod profesor, lepo prosim, beseda je vaša. Prav lepa hvala, gospod prodekan, gospod predstojnik Duhovne akademije, za ta prijazen uvod. Dragi prijatelji, ki ste tukaj navzoči v dvorani, ta dvorana mi je še posebej ljuba, kajti smo hodili kot študentje na teološki tečaj in tukaj se je rojeval duh, žuborel je duh, tukaj so se rojevale ideje o novi Sloveniji, samostojni, pa tudi ideje o sodobnem, svežem krščanstvu. Lepo pozdravljam tudi vse, ki nas poslušate, sledite preko Zooma. Moja srčna želja je,
da ne bi motil vaše večerje, ampak jo večjemu popestril. Vsekakor smo pa preko tehničnih sredstev sami čutimo, da to ni samo kdaj prekletstvo, ampak je predvsem blagoslov, se nas bodo lahko poslušali tudi prijatelji iz daljave, celo iz drugih celin. Moje nocojšnje predavanje, dragi prijatelji, je uvodno, se pravi, da bi nas nekako segrel, okrepil, da bi pogumno poslušali ostali cikl. No in tako se bom lotil, kot je gospod predstojnik lepo najavil, srečanje kot prijateljstvo in predaval bom v 3 stopnjah. Govoril bom najprej o prijateljstvu človeka v njegovih začetkih, v pradavnini, prijateljstva tudi do narave. Potem, kaj so o prijateljstvu rekli filozofi, predvsem antični, in pa predvsem to, kar nas zanima, kako je pa prijateljstvo znotraj krščanstva, predvsem je to prijateljstvo nekaj novega, tudi v zgodovini civilizacij in vseh ostalih 9 predavateljev, bo pa to vprašanje, kako je prijateljstvo v Svetem pismu, v duhovnosti, pri svetnikih, enostavno nadaljevalo. Vidite, zelo zanimivo je, da se človeška civilizacija pravzaprav rojeva za prijateljstvom. Človek je imel pogum stopiti v gozd, iskati hrano, iskati divjačino, ampak ne sam, skupaj s prijatelji. In ker je imel prijatelje, je tudi znal preživeti. In to je pravzaprav nekaj najbolj pomembnega, prisrčnega, da od vsega začetka človek ugotavlja, da se brez prijateljev ne da živeti. In tudi to je zelo zanimivo, da se je na začetku čutil tudi del narave, da ta živa bitja, ki jih je srečeval, ga ni bilo samo strah medveda, divjih zveri, ampak ko je šel na lov, je iz tega nasprotnika napravil zaveznika, prijatelja. Se pravi, da mu je začel ta nasprotnik, ta divjačina, nekako služiti za hrano, za preživetje in se ga je veselil. Zato vidimo že zgodaj tudi obrede pri sami hrani, da so ti obredi prijateljski, da je to prijateljski ples z drugimi in da je to hrano tudi blagoslavljal, seveda, da je to občutil kot dar bogov ali samega Boga. No in vidimo, da takšen se nam človek razodene kot človek srečevanja, človek prijateljstva tudi v Genezi, v prvi knjigi Svetega pisma, v knjigi Stvarjanja. Človek je seveda prijatelj z naravo v raju, ker živi, kjer uživa, je tudi prijatelj samim Bogom, saj se Bog sprehaja ob večernem vetriču, je tudi prijatelj svojo sopotnico. In seveda, takoj na začetku se postavi pred nam hud problem, ker mora graditi stopnje prijateljstva, na to bomo prišli, in ni vse prijateljstvo v enaki meri, gotovo je Bog edini absolutni prijatelj, se pravi tisto, kar je absolutno prijateljstvo, je Bog sam in ker tega absolutnosti ne sprejema, ampak razume tudi to skušnjavo ali zvijačo kot prijateljsko ponudbo, ga je to ugonobilo, je izgubil raj. No, ampak povrnimo se zdaj k
temu odnosu do narave. Se pravi, človek je zelo pazil, da je od največjega prijatelja, ki ga je srečeval, to je Boga samega, Boga stvarnika, vzel naravo kot čudoviti dar, kot prijateljstvo okrožje, zato je pazil, da ni tudi naravo ugonobil, je ni pokvaril, ampak je iz nje živel. No in v tem duhu vidimo, da je prišlo do nekega civilizacijskega trenutka. Se pravi, da je tudi v prijateljstvu živel ne samo z drevesi, ki so mu dali plodove, ampak tudi z živalmi. In seveda vidimo, da nekatere divje živali nekako domačo kot živino, kot za prehrano, ampak prav civilizacijski skok, ko mu je neko živo bitje iz narave resnično postalo prijateljstvo, ta civilizacijski skok pa je udomačitev volka oziroma vzreja psa, in to se je zgodilo 15.000 let pred našim štetjem, pred Kristusom, ko je udomačil psa, se pravi volka. Danes so genetske raziskave pokazale, da Darwin ni imel prav, ker je mislil, da je to prišlo zaradi nekega genskega križanja volka in šakala. Ne? Danes vemo, da je šlo za resničnega volka, ampak za tistega, ki je bil manjše rase, pasme, ki se ga človek ni bal, ga pustil k sebi, in takrat je tale volkec pojedel tiste ostanke hrane, mrčeš še marsikaj drugega, mu je čistil tabor in tako ga je udomačil. Drugače povedano, z nekim prijateljskim odnosom do volka je ga udomačil in dobil zvestega prijatelja, ki je pes, in pes odslej je bil njegov prijatelj, ki mu je pomagal paziti, čuvati drobnico, ampak postal ovčar, ampak to je prišlo šele s časoma. Strašno zanimivo, tu bi rad na glasu, zelo pomemben trenutek, da je človek napredoval v civilizaciji, v živinoreji, v prehrani, preko, če hočete, preko tega civilizacijskega trenutka prijateljstva z naravo. In seveda, kmalu je videl, da mora upoštevati svojo kulturo, no in kot velik antropolog, ki ga bom večkrat omenjal, Claude Lévi-Strauss je zelo poudaril, da je prehod civilizacijski bil od surovega k kuhanemu ali pečenemu. Da to je bil civilizacijski skok, ampak seveda, k pečenemu ta skok je človek lahko naredil, ker je udomačil ogenj, imel je ogenj za neko živo bitje, če hočete, ki je znal ugonobiti celo gozd, ampak vidite, v antropologiji govorijo drugače kot grška mitologija, da bi v grški mitologiji Prometej ukradel ogenj bogovom in je bil kaznovan. V antropologiji pa že nastopa tisti biblični nauk darovanja, zahvala Bogu za stvarstvo in tudi udomačitev ognja, ni kraja bogovom, ampak sprejemanje Božjega daru, sprejemanje daru od samega božanstva, in temu prijatelju božanstvu je treba vrniti ta dar oziroma se mu zahvaliti, in tako je nastal tudi obred prijateljstva z Bogom, obred darovanja, žrtvovanja, in žrtvovanje par excellence je bil najbolj popoln
obred in tudi to žrtvovanje je bilo vedno občestveno z drugimi prijatelji, da se človek z drugimi srečeval z Bogom, saj končno vidite, to darovanje je bil dar Bogu. To je bil dim, ki se je dvigal v nebo, ki ga je Bog ali božanstvo sprejelo, ga ni zavrnilo. No in kaj je tukaj pomembno? Svetopismo pozna dvojno daritev, pozna žgalno daritev, pa samo darovanjsko daritev. Ta žgalna daritev, ta daritev do pepela, to je šlo vse Bogu zahvalo ali božanstvu, medtem ko ta darovanjska daritev pa je pomenila, da človek daroval Bogu, se mu zahvaloval njegovemu prijateljstvu in Bog mu je to prijateljstvo vračal s tem, da je dovolil, da je človek od tega darovanja tudi dobil kose mesa, se pravi, kose pojedine, ki jih je pa zopet bratsko delil z ostalimi ljudmi svoje etnije ali bomo rekli svojega plemena. No, vidimo zdaj, da je zelo pomembno, tu insistiram, da se je človeška civilizacija rodila iz prijateljstva, iz srečevanja, se pravi povezovanje z drugimi ljudmi, povezovanje z naravo in da ta vez povezovanje z drugimi, prišel in povezovanje z naravo, pa je bilo nebo, pa je bilo božanstvo samo, odkar je poznal te daritve, je vedel, da je najkrajša pot, če hočete, do drugega človeka ali tudi do narave, prijateljstva, narave vodi preko neba, preko zvezd, če hočete, preko božanstva. No in sedaj vidimo, da to preživetje je gotovo šlo preko srečevanja. Vidimo, da zaradi srečevanja med moškim in ženskom, dekletom in fantom, so se ustvarile ponovno družine in lahko rečem, da je to srečevanje znotraj prijateljstva povezano z veliko civilizacijsko vrednoto, ki je gostoljubje. Se pravi, človek je drugemu nudil gostoljubje, nastala je solidarnost pri prehrani in malo prej sem omenil, kako je udomačil volka, tudi preko gostoljubja, da mu je pustil tiste ostanke hrane. To je gostoljubje. No in vidimo, da tudi gensko je preživel zaradi gostoljubja. Antropologi uporabljajo dva izraza, endogamija in eksogamija. Endogamija pomenijo poroke znotraj enega samega klana, same ene etnije, ampak vidimo, da se gensko lahko degenerira ta klan, ta velika družina, če so poroke znotraj ene same družine, tudi če je to razširjena družina. Se pravi, da je človek preživel zaradi eksogamije. Ampak tukaj pogosto imamo slabo zopet zgodbo, antično zgodbo kraja Sabinka, da je človek s svojim plemenom hodil k drugemu plemenu in kradel nevesto, ampak gotovo se tudi to dogajalo, ampak največkrat je eksogamija, se pravi poroka z drugim plemenom ali drugo etnijo nastopala preko zavezništva, preko izmenjave daru, preko gostoljubja. No in v tem smislu, vidite, lahko tudi razumemo, da tudi Eskimi, da ne bi, danes in druga stvar, danes so pač komunikacije med ljudmi, ampak tisti Inuini, mi rečemo Eskimi, ta plemena severnega pola,
pa te etnije so preživele zaradi gostoljubja in to moramo vedeti, da gostoljubje v sneženi puščavi, puščavi snega, če nekdo je nekomu odklonil gostoljubje, ta ni preživel, to je bilo življenje ali smrt, da marsikdo lahko preživel zaradi gostoljubja in vidimo, da če so v tem gostoljubju gospodar, ki je nekoga sprejel, ponudil gostoljubje tudi do te mere, da je gost spal za njegovo soprogo, je s tem zopet pomenil neko gensko oplemenitenje ali preživetje. To ni bil krava, to ni bil razvrat, ampak bomo rekli biološki zakon preživetja in se je smel odvijati ne v imenu razvrata, ampak v imenu visoke vrednote, ki je vrednota ali pa vrlina, če hočete, prijateljstva in gostoljubja. No in vidite, če gremo še naprej, vidimo, da je prav to prijateljstvo ali gostoljubje pomagalo preživeti tudi marsikateri etniji, predvsem pa nomadom, ki so sprejemali goste. Spomnimo se, kako je Abraham za Saro sprejel 3 mladeniče goste, kajti vidite prav na Bližnjem vzhodu, ker je zelo stara civilizacija, pomeni gostoljubje ali prijateljstvo, sprejem ali prijateljstvo pomeni preživetje in odklanjanje te temeljne vrline, ki je, pravim, prijateljstvo ali gostoljubje, pomeni smrtno obsodbo, če nekoga pustimo brez hrane, brez vode v puščavi in vidimo, da se Sveto pismo Bog nagradi Abrahama za to gostoljubje tudi z obljubo njegovega potomstva. No in zato vidimo, da je prijateljstvo, zlasti prijateljstvo, ki se je sklenilo v stari zavezi za pravo zavezo ali krvno zavezo, je bilo nekaj svetega in prelomiti prijateljstvo je bilo krvno skrunstvo, se ni smelo in razklenitev ali razveza od prijateljstva je prekinitev zaveze, pomeni tudi smrtno obsodbo drugega in kadar si je nekdo dovolil, je prekršil nekaj najbolj svetega, sakrosanktnega, najbolj svetega, sakralnega, ga je doletela kazen. Ja. No in seveda, vidite, tudi v Svetem pismu imamo tudi antropološka razkritja, da problem urbane civilizacije ali mitne civilizacije ni samo tista gnusoba pred Gospodom, se pravi, niso samo razvratni plesi ali razvratni obredi, ampak da predvsem kršeno temeljno načelo prijateljstva kot gostoljubja. Če beremo Sveto pismo, kako sta 2 tujca nadlegovala v Sodomi in Gomori, vsi imamo to za veliko seksualno perverznost, ampak razlagalci danes poglobljeno pravijo, da to, kar svetopisemski kronist ali pisatelj obsoja pred to, da ne sprejmejo tujca, dveh tujcev, da ga zavračajo, se pravi, da so kršili temeljno načelo, ki je bilo pa vedno spoštovano pri nomadih in to je gostoljubje, odklanjati gostoljubje tujcu, ga prepustiti k sebi. In to je nekaj, bomo rekli, zelo hudega. No in tudi naši slovenski misionarji, združil sem se, predvsem s temi sem se pogovarjal, ki so bili v Togu, Beninu, Dahomeju, se pravi Burkina Faso ali Gornji Volti, so mi lepo razlagali,
kako je to v savani, kako je to pri etniji, moba, kambarva, lamba, kako je gostoljubje nekaj svetega, kako te sprejmejo in kako te res pogostijo in tudi, ko nimajo, vzamejo zrna, ki ga imajo spravljeno za pomladansko seme in vedo, da bojo potem stradali, ampak gostoljubje je nekaj svetega. Se pravi, vidite, oprostite, da tako rečem, Bog ne daj, da bi zdaj te ljudi, ki so tako visoko civilizacijski, ki gojijo tako visoko prijateljstvo, tako izjemno gostoljubje, da bi jih mi imenovali divjake. Divjaki so v tem pogledu, glede prijateljstva, gostoljubja, glede pripravljenosti žrtvovati se drug za drugega, kvečemo mi, naša urbana civilizacija, ker včasih je bilo tako, sem prišel na vrata, me niso noč pustili, samo pozdravili, ja, zdaj je domofon, me vprašal, kaj želim in me odpravijo, niti pogledajo me, no, narekovajo, sprašujem, malo ironično, kdo je tukaj divjak, kdo je tisti, ki nekoga ne zna sprejeti, tudi če pridem v imenu nekoga iz drugega kontinenta, rečem, prinašam pozdrave, rečejo, žal vas ne moramo sprejeti, ker ni doma. No, ampak to želim reči, da to še vedno ni razlog, da če naši Afričani marsikaj sprejmejo od nas, glede tehnike, lahko tudi marsikaj od gostoljubja se tudi mi od njih naučimo. No, vsekakor moramo reči, vidite, da je tudi srednji vek obdržal ta civilizacijski moment gostoljubja ali prijateljstva in da je celo ustanovil, bomo rekli, celo ustanove inštitucije glede tega gostoljubja. No, vidite, se mi zdi, da je, to moramo povedati, tudi razpiti odpustki, preko katerih so zmanjšali kazen. Odpuščanje grehov ne pomeni odpuščanje grehov ali odpuščanje kazni, so to povezovali z dobrim delom, in dobro dela so bili hospici, sprejemanje bolnikov ali pa tudi potem sprejemanje romarjev. In zelo pomembno je, da vemo, da meniško življenje naj bi bil tisti eschatološki dogodek čiste prihodnosti ali okus nebes in kako se manifestira znotraj naše civilizacije preko prijateljstva, ki je gostoljubje. Zato so samostani nudili gostoljubje potnikom, tudi revežem, tudi seveda romarjem. In ponavljam zopet, da to gostoljubje ali zatočišče ali prijateljstvo srednji vek je poznal 3 takšne prostore ali svete prostore. Prvi je bil seveda, so bili samostani ali cerkve. To je še danes tako po svetu, da uniformirana policija ne sme vstopiti v cerkev, mora gospod župnik dati ali rektor svetišča, mora dati pisno dovoljenje, ker to je svet prostor, to je zatočišče. Vemo, da se tudi ti reveži, begunci ali pa ti, ki nimajo papirja, se pravi, ki nimajo urejenih papirja, ki iščejo azila, imajo kdaj gladovne stavke, prostor azila, prostor gostoljubja, prostor prijateljstva, to je cerkev ali samostan. Potem drug tak prostor, to smo pa mi popolnoma izgubili občutek, da prostor prijateljstva, naš gospod prodekan se vam nasmehne, to je univerza.
a ne. Univerza, vsi mislimo, da to je kot vseučiteljišče, ampak prvi pomen ni vseučiteljišče, ampak je univerzita, je skupnost. Profesorji in študentje so skupaj živeli, skupaj ustvarjali, skupaj snovali in na prostore univerze, ki so se razvile iz katedralnih šol in samostanskih šol, zopet dveh svetih prostorov, so nadaljevali ta prostor svetega gostoljubja, zopet policija nima vstopa, če rektor tega ne dovoli. Prvi statut Ljubljanske univerze po letu 91, samostojne Slovenije, ki ga pisal velik svetovljan, naš pravnik, najbrž ga poznate, Janez Krajnc, ki mu tudi Evropske univerze podarijo častni doktorat, je not v statut dal, da je univerza prostor azila, to je tista staro pojmovanje, prostor svobode, da zateče, tam, kjer svoboda misli, svoboda ustvarjena, tam, kjer je svet prostor znanja, to je univerza. No in seveda, kaj bomo rekli, dejstvo je, da tudi danes naša civilizacija, na to bom še prišel, potrebuje takšen prostor prijateljstva, da nišče ni odpisan, tako kakor tvoje evharistična molitev za občestvo, da bo cerkev občestvo, prostor svobode, upanja in miru. To je naša velika želja. Tako vidite, da krščanstvo, ta civilizacijski dogodek prijateljstva in gostoljubja povzdignil sam. Eshatološki dogodek, vidimo tudi celo Jezus iz Nazareta, ko govori o eshatoloških dogodkih, o nebeški pojedini, govori, kako bo ta pojedina gostoljubna. Predtem že prorok Izaija, pridite, tudi tisti, ki nimate za jesti, kar pridete k svečani pojedini. Vidite, kako se gostoljubje križa z največjim prijateljstvom. Ja, čas gre naprej, zato zdaj prihajam k drugemu delu, prijateljstvo in filozofija. Seveda vidite zlasti personalisti, ki so govorili, da je oseba več kot posameznik, posameznik, ki ima osebni odnos, prijateljski odnos z drugim. To so lahko čudovite teme pri Emmanuelu Mounier, Gabrielu Marcelu, tudi na nek način Blondelu. Ampak Martinu Bublu bom na koncu prišel, potem zopet še k Emmanuelu Levinasu, ki je zopet biblični filozof. Ampak zdaj mi dovolite, da bi govoril o prijateljstvu v antiki. Seveda, v antiki so pač grški filozofi, ki so nas učili prijateljstva in videli smo, da vidite, Paidos je seveda otrok, je tudi služabnik, pomeni, hkrati pa tudi lahko učenec tega pedagogika. No in vidite, grški učitelji so nas učili, da je Grk živel, učitelj živel v prijateljstvu z svojimi učenci. So bili zopet skupnosti, ste videli, kako krščanska univerza v srednjem veku uresničuje ta antični ideal. Seveda se nam zdi nekako, bomo rekli, ta grška šola nekoliko problematična, problematična zaradi tega, ker v to grško šolo ali pa to prijateljstvo, in kot bomo videli, Aristotel ostane ujetnik svoje dobe, niso vključevali deklet. Čeravno
zopet ne smemo reči tako enostransko. Bili so tudi poskusi, da so jih vključevali, zlasti za časa Periklesa, in da so jih sprejeli celo v svoje gimnazije. Gimnazije so bile takrat telovadnice. In ni res samo, da so moški, fantje bili sposobni najvišjega prijateljstva. Se pravi, bili so tudi trenutki, kot pravi, da so tudi spoštovali dekleta. No in za časa Periklesa, to je bila cvetoča obdobja grštva, vse določeno šolstvo, so imeli tudi dekleta in seveda ne vojaške vzgoje, ampak kar se tiče fiskulture. In tale kronist, zgodovinar, tako lepo govori, zelo dostojno, pravi, da so telovadile tudi dekleta in opiše, dodaja in pravi, oblečene so bile samo v svoje kreposti. Poklona, ne? Se pravi, krepost je tista najlepša obleka in v Grčiji so se celo drugi obleki lahko odrekle. To je lepo, če samo pomislimo, da je civilizacijski dogodek med tem, da se pojavi nakit. V paleontoloških najdbah, takoj, ko je bilo orodje blizu, nedolgo tega se najde nakit. Se pravi, da odlika deklet, žena, da ste okinčali. Vse to je ostalo. Tudi mi, Mater Božja, radi okinčamo. Bolj kot svetega Jožefa. Jožefu damo lilijo, pa je dovolj. Marija pa že mora kaj več imeti. Tudi krono, okolico, še kaj. Ja, no, ampak kaj želimo reči? Seveda, vlasti po litanijah, tam je pa pripisujemo res vse lepe, čudovite kreposti ali vrline. No, preidemo zdaj k, seveda tudi Platon govori o teh prijateljstvih, da se govori v svojih dialogih, ampak prav sistematično je pa pojem prijateljstva razdelal Aristotel v svoji knjigi Nikomahova Etika. Nikomah je bil njegov sin, ni nekaj čudovitega, da vzgajal sina, mu je napisal knjigo. Kar se mi zdi zelo simpatično, če bi vsak naš oče, ki je izobražen, sinom napisal knjigo, kot testament, kot vzgojo. No, ni vsak oče Aristotela, če sem tako reči, rad ponovim to šalo, anekdoto pravzaprav, kako nek študent, bil že starejši, hodil nepripravljen na izpit, nikamor ni šlo in mu je profesor rekel, pa kako si upate priti na izpit v vaši starosti, je Aleksander Veliki osvojil svet, je osvojil imperij. In študent pa reče, ja, gospod profesor, ampak Aleksander Veliki je imel Aristotela za profesora. No, nisem profesor Aristotel. Če se boste malce dolgočasili, zlasti vi, ki ste pri Zoomu, se malo potolažite, da vam ne govori Aristotel. Ampak nekaj pa o Aristotelu moram povedati. No, in o tem prijateljstvu je pisal v 8. in 9. knjigi. No in vidite, strašno zanimivo je tam, da je Aristotel postavil prijateljstvo kot najvišjo krepost. Vidite, mi imamo najvišjo krepost, Judje, kristjani, tudi budisti, ljubezen. Aristotel je postavil prijateljstvo. Mogoče zaradi tega, da bi ločil ljubezen, ki je več, da je tudi strast ali pa ugodje.
Seveda, kristjani smo potem uvedli čisto ljubezen Caritas ali pa agape, ki je še več kot filija, ampak to ni isto kot najvišja ljubezen, ker pri Aristotelu, kot bomo videli, najvišja ljubezen je tudi, ali najvišje prijateljstvo, ljubezen kot prijateljstvo, je tudi vrh intelektualnih sposobnosti. To je zanimivo pri Grkih. No, da ne pozabimo, ločil je 3 vrste prijateljstva. Pravi, Aristotel je gradil prijateljstvo, prišel do prijateljstva s tem, da je sistematiziral vse vrline. Se pravi, jaz moram imeti najprej temeljne vrline, najprej moram biti pravičen, moram biti razumen, moram biti pogumen in na tem bom gradil, bomo rekli, ostale kreposti. Vidite, študentom rečem, vidite, če bi jaz bil samo velikodušen, bi vsakemu dal na izpitu 10, ampak ne bi bil pravičen, ne bi nagradil tistega, ki je resnično študiral in se trudil, vam ne bi bilo prav. Se pravi, da višja vrlina mora tudi tisto prvo ali pa temeljno nekako vsebovati. Tudi, se mi zdi, tudi socialna pravičnost je taka, kaj mi pomaga božičnica ali pa tista 13. plača, če pa tista osnovna plača, ki jo imam čez letom, z njo ne morem preživeti svoje družine. Pravi, gre najprej za temeljne vrline in on jih nekako sistematično razporedi in pravi, da v prijateljstvu moramo imeti pa vse vrline. Ampak loči, kot pravim, 3 vrste prijateljstva. No in prvo prijateljstvo je izkoristi. No, vidite, to je prav, vidimo, da trgovci grejo skupaj kaj popiti, se obdarijo in tako naprej in ker vedo, da bojo sklepali trgovine. Vidite, poslovni partnerji, če si pišejo za novo leto, za Božič, izmenijo darila. Vse vemo, da mi je nekdo to poslal kot poslovni partner, ampak nima nič proti in se rečem, ta se pa zna obnašati. Ja. Ali pa če grem v trgovino, pa je tista pekarija, gospa zelo prijazna z menoj, ko mi prodaja rogljičke, pa sveži kruh. Nimam nič proti, da je prodajalka prijazna. Kljub temu, da sem pametni in vem, da si želi, da ostanem zvest njeni prodajalni, ne pa sosedovi. Kakorkoli, to spada, bi rekel, v pravila igre, trgovine, posla, da imamo poslovne odnose. Ja, bi rekel, in tudi vemo, vidite, Anglija nima pravega pregovora, da Anglija nima večnih prijateljev, ima pa večne interese, trgovine. To je že malo nekaj sprevrženosti tukaj. Se pravi, ja, ravno večni interesi, če to gradimo, je ta, da ohranim nekega prijatelja, partnerja, sodelavca, ker nikoli ne vem, kdaj bo tista stiska, da mi bo prav prišlo. In to so naši kmetje vedeli, so rekli, sosedom se ne kregati, božjih dobrih razmerij živeti, tudi če ni tega vreden, mu odpusti, ne biti skregan sosedom, ker nikoli ne veš, kaj bo prišlo in lahko te on reši, stvari. Se pravi, to je prva stopnja, gotovo to ni, bi rekli, najvišja stopnja prijateljstva. Vidite, sami vemo, če se nekdo poroči iz poslovnih interesov, ali pa zaradi grunta, to ni najvišja ljubezen. Dobro. No, gotovo najvišja ljubezen, to je tudi on vedel, višje prijateljstvo, to je Aristotel tudi vedel, je iz ugodja.
a ne, iz veselja, iz užitka. Vidite, tu in on pravi, da je to prijateljstvo med fantom in dekletom. Ne. Se bomo na to prišlo za nas, kristjane, nekako se nam zdi, da to ni dovolj prijateljstvo iz ugodja, iz užitka, iz veselja, ampak navsezadnje, če sta mlada dva človeka skupaj, se ni nič narobe, če sta vesela. Nič ni narobe, če sta rajata, če ste navdušena, če fant uživa, da pride dekletu na obisk, da dekle uživa, če ga posluša, ko on kaj razlaga. To spada k lepemu prijateljstvu, kot pravim, ni dovolj, bomo prišli še do višjega, ampak da bi nekdo samo, da bi se pa nekdo poročil zaradi tega, ker bi rad pokoro delal, to največ ni pravi namen, Bog ne daje, to ga moramo posvariti, da bi nekdo šel samostalno, zaradi tega, da bi pokoro delal. Te časi so mimo, Sveto pismo pravi, veselega darovalca Bog ljubi, Ja, no, ampak hočemo reči, je pa res, tako na to pridemo, da tega ugodja in užitka je več vrsta, Seveda, Aristotel je tukaj predvsem mislil strastno uživanje, ampak kot si zakonca mladoporočenca obljubita v sreči in nesreči, v zdravju in bolezni, se pravi, da je tudi še kaj drugega, So tudi lepa čustva, ki si jih delita med seboj, drobna čustva in zlasti starejši zakonci, ki tako uživajo v enem drugem, se tako uživljajo drug drugega, da se tudi na starost po fizionomiji, po potezah postanejo podobni, Ampak jaz študentom rečem, če pogledate zadnjo fotografijo, Friderika Baraga, saj jaz sem kot otrok užival, sem rekel, pa to ni Dolenc, to je čisti Indijanec, tako rad ima oči pece, da sam v svojih izrazih ostal, čisti izjemen Indijanec, z kakšnega filma o Winnetuju, kakorkoli že, govorim tisto, kar je bilo v mojem otroškem zapažanju. No in kaj želim reči, da je lepo, da so tudi lepa čustva, da znajo popestriti, da se znajo razveseliti. Enkrat mi je gospa rekla, veste kaj, oprostite, prihajam k spovedi, ampak se moramo obtožiti, bolj iz navade, kot iz česa drugega. Pa se rekel, veste kaj, gospa, obstajajo lepe navade, pa slabe navade, Če vam mož vsak petek prinese rože, naj ohrani to navado, se to je lepa navada, Lahko ga še vzgojite, da se vam nasmehne, da se vsak teden nauči kako pesem, ki vam zarecitira. To so potem še dodatne navade, ampak naj nadaljuje z lepimi navadami. Se pravi, vidite, tudi lepa čustva, želijo imeti lepe navade, ki gradijo to prijateljstvo in grede naprej. No in seveda, rekel, užitek je tudi intelektualni užitek. Ja, včasih je užitek, če zna kdo biti tiho, takrat največ pove, Včasih je tišina najbolj zgovorna govorica, ampak ne tista tišina, ko se nekdo kuja, vsekakor, uživamo tudi v kakšni lepi prepovedi ali pa kakšni modrosti. No, rekel pa sem, da obstaja tista tretja, najvišja stopnja prijateljstva, ki je pa zaradi prijateljstva samega. Aristotel pravi, da so tega sposobni filozofi, ki ne gradijo, ne prosijo prijateljstvo zaradi tega, ker drugega potrebujejo, ampak imajo prijatelja iz čiste velikodušnosti. Tudi ne zaradi tega, ker iščejo ugodja, iščejo veselje,
sami sebi toliko vedo, so toliko razumni, da so že veseli v sebi, ampak so veseli, da nekoga tudi obdarijo, so tudi velikodušni in grejo tudi, ker imajo sami vsega dovolj, drugega ne potrebujejo, so potem tudi iz čiste velikodušnosti politiki. No, vidimo, da je to nekako daleč od današnjega ideala politikov. Kdorkoli je bil v politiki, se opravičujem, največ je bilo tudi kaj te čiste velikodušnosti zraven, saj vemo, da se za tisto, kar je dobil, pa za svojo energijo, največ ne bi toliko trudil. No, še ena stvar je, če smem biti nekoliko nagajiv, hudomušen, Aristotel misli, da takšnega pravega prijateljstva so sposobni samo filozofi, zreli že z vsemi vrlinami, in da ženske obtičijo v lepih čustvih in niso sposobne takega čistega prijateljstva. Ja, kaj moram reči, enkrat, ko sem bil v uredništvu revije, nekemu slovenskemu intelektualcu, Nominas od Joza, ne bom izdal njegovega imena, me je imel za cerkvenega cenzorja, ker sem rekel, da tega mi ne moramo objaviti, smo odprti, ampak da bi pa objavili, da so pa ženske po naravi sebične, da niso zmožne prijateljstva, tega pa ne moramo objaviti, to je preveč žaljivo. No in če sem še hudomušen, danes bi Aristotel mogoče pisal ravno obratno, zakaj žena moža obdrži, v zakonu, sama hodi v službe, sama vse postori, izkoristi, ki je pa se ne hodi v službe, pa še doma noče nič narediti iz ugodja, ja pa če pa samo sitnare, da betežen, zakaj pa, ja, iz njene čiste darežljivosti, čiste plemenitosti, Dobro, nekoliko sem rekel tukaj hudomušen, ampak sami vidite, da je potrebno veliko tega v zakonu, pa tudi v določenih poklicih, pedagoškem poklicu ali zdravstvu ali kje drugje, imamo službo, naprimer, ali pedagogiki, zdravstvo, res to zaslužimo, ja, boge sestre so dežurnega raja, največ ne, ali pa pedagogi tudi ni takšnega zaslužka. Iz ugodja, tako neznosni so včasih ljudje, toliko je treba potrpeti, ampak včasih v službi ostanemo iz čiste etične odgovornosti, ne smem pustiti na cedilu zdravstveno osebje, ustanovo, pedagoško ustanovo, ne smem pustiti na cedilu tudi naše, bi rekel, naše podjetje, če bo šlo v stečaj, kaj bo z drugimi, se mi zdi, človek marsikdaj izpolni kako dolžnost iz velikodušnosti, ali pa tudi ne bom pustil kljub temu, da dobim samo kritiko ali pa me podcenjujejo ali me umetavajo z lažjo, bom šel svoje življenje, grem iz javnega življenja, iz politike, ampak se rečem, če pa še takšne gremo, se pa res ne more nič spremeniti, ali pa stvar ne more iti na boljše, se pravi, tudi če nismo popolni, če hočete, neko dozo ali pa kanček prijateljstva še vseeno imamo. No in zdaj, preidem zdaj k tretjemu delu, kako pa prijateljstvo, bomo rekli, v samem krščanstvu, o tem, kot pravim, bojo še drugi prijatelji govorili. Seveda, mi se naslanjamo na apostola Janeza, učenca, ki ga je Jezus ljubil, ampak seveda apostol Janez pravi, da je Bog je ljubezen
To je nekaj čudovitega, ampak spomnimo se, da Kristus pravi, jaz sem pot, resnica in življenje, ampak nikoli sam o sebi ne reče, jaz sem, reče, sin človekov, se pravi Božji sin, ampak zase sam ne reče, da je ljubezen sama, ne. To mi pravimo, sebe je pa tudi imenoval z najlepšim imenom prijatelj. Ne. Pravi, učencem je rekel, vas sem imenoval prijatelje. Kajti neslužabnik, služabnik ne ve, kaj dela, njegov Gospod. Se pravi, največja odlika, ki jo da, ali pa vzdevek, ki jo da svojim učencem, je, vi ste moji prijatelji. To je nekaj najlepšega, kaj se nam lahko dogodi, da preko Kristusa imamo zopet Boga za prijatelja in da smo tudi mi med seboj sami prijatelji. No in tudi Kristus, vidite, in tu je zdaj obrata. Tudi Kristus pravi o ljubezni, pravi, da je ljubezni, ampak potem pove, kaj je največja ljubezen. In zopet pravi, da je to prijateljstvo. Se pravi, nihče nima večje ljubezni, kakor ta, ki da svoje življenje za svoje prijatelje. Se pravi, vidite, prijateljstvo, ki se daruje, ki živi za drugega, to je višek krščanstva, višek Jezusovega nauka, tudi njegovega življenja. Podarjanje sebe v prijateljstvu, biti prijatelj. No in seveda, in vidite, samo in tukaj pa je zdaj operat od Grkov. Jaz ne moram reči, da sva kolega si dovoljujem z profesorjem Stegujem. Jaz mu ne bom rekel, dragi moj prodekan, veš kaj, tako rad bi bil s tabo prijatelj, ampak zaenkrat, če nimam vseh kreposti, ne morem biti tvoj prijatelj. Vidite, v krščanstvu je drugače, Kristus je naš prijatelj in nam podarja tisto, kar mi ne zmoremo v tem prijateljstvu. In tu je, vidite, tu je Aristotelova, ne bom rekel napaka, in tukaj Aristotel sam, tudi če bi dlje živel, ne bi mogel biti kristjan, ker mu nekaj hudo manjka. Pri nas, vemo, da tudi v prijateljstvu, v višku prijateljstva se mi priznamo naše napake, tudi to, kar nam manjka, in vidite, da tudi tisti, ki mu nekaj manjka, to je naš otrok, smo radi z njim prijatelji, nam je blizu, da otroke imamo radi, se znam pripravljeni žrtvovati, tudi če je še tako nepopoln. Se pravi, vidite, da krščanstvo, prijateljstvo, ki izhaja iz ljubezni, iz darežljivosti, nepopolnost, šibkost, fizična šibkost, ni ovira. Vemo, da otrok, ki je slaboten, zlasti, ki je bolan, ga imamo še raje, je še večji naš prijatelj. No in tudi svetopisemska beseda, hebrejska beseda pozna posebni izraz ljubezen do grešnikov, kot beremo zopet v evharistični molitvi, da je ljubezen izkazoval bolnim in grešnim. Se pravi, da tudi vidite, tudi tisti grešnika, ki mu kaj odpustimo, lahko predstavlja tudi višek, bomo rekli, našega prijateljstva. Zato se mi zdi, če gremo zdaj proti koncu, da bo čas potem tudi nekje za pogovor, se mi zdi zopet, če gremo k preroku, če gremo k Jezusu, če gremo velikim literatom, je obletnica, 200-letnica našega Dostojevskega, in kaj lahko rečemo, da po Dostojevskem ali Svetem pismu, po Kristusu, je razkritje pravega prijateljstva, prave ljubezni je otrok. Tudi Kristus pravi, kdor sprejme otroka,
mene sprejme. Zakaj? Otrok je resnicoljuben, iskreno pove tisto, kar ga moti, kar ga žuli. Otrok ne laže, če ne pove resnico, takoj ugotovimo, a ne. In zato tudi imamo radi poete. Danes smo pokopali Jožefa Snojasa, poet je velik otrok, a ne, kajti zlagana poezija je slaba poezija. Poeti, vidimo, Prešeren in drugi, niso popolni v svojem moralnem življenju, so pa veliki otroci, da izgovarjajo besedo resnice, in ker izgovarjajo besede resnice, nam tudi približajo evangelij. No, potem, ker proti koncu sedaj, drugi takšen lik, ne, lepega prijateljstva ali pa božjega prijateljstva je v Svetem pismu, vdova je žena, ki trpi. Ženska v Svetem pismu predstavlja tisto sakralno svetost ali nedotakljivost, da je prilika, ampak preko templa, živega templa. Marija je živi tempelj, ki je nosila samega Boga, in Marija je podoba vsake žene, tiste žene, ki je pripravljena prinesti življenje, je živi tempelj Božje podobe. No, in vidite, se mi zdi, to je zdaj pomembno. Na Dunaju, mimogrede, so izdali priročnik, kako je treba govoriti z begunci, ki prihajajo iz druge kulture, ne? Da naša kultura je po naravi krščanska, tudi če reče, da je sekularna, laična ali pa ateistična, ali če boste neverna, obstaja sakralnost ali religiozno občutje do žene, in žena je nekaj svetega, nedotagljivega, tudi če je drugače oblečena, tudi če je pomanjkljivo oblečena. To je naša religija, tudi sekularna religija, to oni zastopijo. Nismo brez religije, nismo dekadentni, imajo svojo sekularno religijo. To je spoštovanje žene, da je žena spoštovana, nedotakljiva, da je treba ščititi, ne? To razumemo. No in seveda na koncu je seveda podoba Kristusa, ubogega človeka, ne, rekel, ali je to grešnik, zlasti pa bolnik, ubožec, ki potrebuje preko naše zaščite, ki potrebuje našega prijateljstva. No, zdaj za na konec, se veste, da sem frančiškan, manjši brat, ne, ampak Frančišek je seveda božji trubadur, zdaj že visoki srednji vek, ne, ampak pred njim, ne, je pa konec antike, ne, in dovolite, da vam vseeno predstavim drug tak svetniški lik, ne, to je sveti Martin iz Tura, ne, se mi zdi, da je tisto 4. stoletje, ne, to je prvi svetnik, ki ni mučenec, ne, ampak je bil mučenec iz ljubezni, ne, z ljubezni živel, se mi zdi, in to je naš mučenec, pomeni pričevanje za najvišje prijateljstvo. In on je bil kristjan, še vedno se dal krstiti, ne, ker je videl ubosca v Amjenu. No, in vidite, in tu se mi zdi, to je največje prijateljstvo, se stopuje kot oficir, rimski oficir iz konja, ne. To je tisto pomembno, da človek se stopi iz svojega veličanstva, zaverovanosti vase in vidi, da nekdo ubožec, ki prezeba, ga potrebuje, ne. Pride k njemu, ga objame, no. Tudi Frančišek je se stopil iz svoje zaverovanosti vaše, imel je pritanjen Frančišek okus za dišeča oblačila, ne, vonjave, pa je govavca smrdečega poljubil, se pravi, da človek se stopi iz svojih ideologij, svojega naziranja, se stopi k največji bedi, ne. To je najlepše prijateljstvo, kar je naredil sveti Martin, da ga je vgrnil, da mu je tisto, kar je imel. Vidite, kot pravi Kristus, ne, gre za vzajemno delitev, ne, med seboj. Kristus ga je pogledal, ta ubogi človek ga pogleda, mu je bil zahvalen, in vidimo, da tisto hvaležne oči, ki nam rečejo hvale, ali je to otrok, ali je to trpiča žena, ali je to bolnik, ali je to ubog, tista zahvala takrat, kot pravi Prešeren, se nam
nebo razpne. In preko takrat, ko se nam nebo razpre, takrat smo srečni, takrat tudi vemo, da smo srečali nekoga, da smo srečali prijatelja. Hvala lepa.